Pozdravljeni. Pred nami je že prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Singapurja, ker si bomo kot običajno pogledali vse tisto, kar so nam pokazali na prvem in drugem prostem treningu. Kot običajno bo tudi danes prispevek razdeljen na dva glavna dela, kjer si bomo najprej ogledali tehnične novosti ter zanimivosti in nato v nadaljevanju skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A začnemo z tistim, kar so ekipe pokazale novega na tehničnem pregledu za veliko nagrado Singapurja. Razumljivo je, da sedaj proti koncu sezone bo novosti manj, ampak kljub vsemu vidimo, da pri tovarniški ekipi Mercedes so malce spremenili obliko onih pomožnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. In ne smemo pozabiti, da pri Red Bullu izgleda, da so dobili tisto glavno rešitev, tisti glavni odgovor na težave, ki so jih pestile skorajda celotno sezono. Tu v Singapurju vidimo malce bolj konkretne spremembe na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer so povečali kot profilov in ne smemo pozabiti, da so spremenili tudi tiste hladilne reže oziroma škrge na zgornjem delu pokrova gonskega sklopa. In verjetno marsikdo se sedaj sprašuje, zakaj. Vkolikor so pri Red Bullu rešili kakšno težavo s samim hlajenjem pogonskega sklopa, lahko izkoristijo višji režim obratov, kar bi lahko pomenilo na takšni progi, kot je ta v Singapurju, določeno prednost. Po drugi strani bi lahko stavili na višjo zanesljivost. A to je bilo vse, kar so ekipe novega pripravile za veliko nagrado Singapurja. Ampak imamo še kar nekaj zanimivosti. Najprej bi rad vašo pozornost usmeril k zadnjim aerodinamičnim stabilizatorjem. Kolikor se spomnite našega uvodnega prispevka, smo tam govorili, kar se tiče aerodinamičnega oprijema, zahteva proga v Marini Bayu tisto vrednost 5. Ampak če sedaj primerjamo glavne konkurente s tistim, kar so pokazali pri skuderiji Ferrari, bomo videli, kot da SF pomišljaj 25 ne kaže tako ekstremnih rešitev, kot na primer Red Bull, Mercedes ali McLaren. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj se dogaja. Mogoče pri Ferrariju stavijo na manjši zračni upor in višjo končno hitrost, ali pa na progi, kot je ta v Singapurju, hočejo preprečiti, da bi se zadek bolida začel malce preveč približevati sami asfaltni površini. S tem, ko je kot manj ekstremen, pomeni, da zadnji aerodinamični stabilizator generira manj sile in seveda zato tudi sila proti tlom je bistveno manjša. Ampak videli bomo, treba je povedati, da pravzaprav na progi, kot je ta v Singapurju, nimamo velikih ovinkov z naslonom, kjer bi se morda ta pomanjkljivost bolj poznala. Ampak imamo še drugo zanimivost, ki je pa praktično neke vrste novost. Tudi v uvodnem prispevku sem že omenil, da so pri FIA izdali opozorilo, da bo možno uporabiti iste hladilne sisteme za same voznike. Zadeva, ki mora biti
nekako dana ekipam v vednost toliko dni prej. Namreč gre za bolide v letošnji sezoni, ki niso bili projektirani za ta sistem, zato morajo praktično mehaniki pripraviti črpalke, baterijo in ves tisti sistem, ki bo lahko zagotovljal tem majicam, ki so hlajene s tekočino, njihovo delovanje. Slišali ste lahko, da sem uporabljal nalašč pogojnik. Uporaba tega sistema ni obvezna. Torej se voznik sam lahko odloči, ali bo rabil ali pa ne ta sistem, ampak v vsakem primeru, tudi če ne bo uporabljal hladilne majice, bodo morali pri ekipi njegovemu bolilu dodati utež 5 kilogramov in njegova masa se bo dvignila za 500 gramov in seveda tu govorim o vozniku. Tu bi lahko dejali, da po svoje so v prednosti tisti, ki ta sistem uporabljajo. Namreč po ocenah naj bi bil sistem na bolidu približno 3 kilograme, medtem ko sama hladilna majica naj bi imela približno 300 gramov. Ampak ne smemo pozabiti tudi na maso same hladilne tekočine, ki jo moramo upoštevati. V vsakem primeru, do sedaj smo videli v bistvu 2 voznika, ki sta preizkušala ta sistem, Albon in Rast. Nico Hülkenberg ga je preizkušal na prostih treningih. In tu seveda mnogi imajo pomisleke. Namreč prvič, kako bo zadeva sploh delovala, ali bo hladila telo voznika pod takšnimi obremenitvami, kot jih vidimo tu v Singapurju. In drugič, bo morda ta sistem cevi motil. Seveda, zopet, kot smo govorili v prejšnji točki, nimamo nekih dolgih ovinkov z naslonom, kjer bi praktično telo voznika bilo potisnjeno tja v stran. Ampak ne smemo pozabiti, da sistem ima cev, ki je dolga približno 50 metrov. Torej, razumljivo, da nekdo kot Lewis Hamilton se lahko upravičeno pritožuje nad tem, da ga cevi motijo. In seveda treba je še enkrat poudariti, da je uporaba sistema čisto prostovoljna, ampak tokrat bomo prvič videli, da bodo imeli vsi na razpolago seveda to pomoč, kajti temperatura za nedeljsko dirko je po napovedih 31 stopinj Celzija. A poglejmo si skupaj, kaj nam je pokazal prvi in drugi prosti trening. Najprej je treba poudariti, da kot ponavadi moramo biti rahlo skeptični, predvsem pri rezultatih prvih prostih treningov. Čeprav bi lahko nekdo bil optimističen glede rezultatov, ki so jih pokazali pri Ferrariju, moramo se tu nekako malce ustaviti, kajti če je najhitrejši Fernando Alonso z Aston Martinom, bi lahko dejali, da pravzaprav vsi niso pokazali vsega, kar so sposobni. In tu najprej je treba seveda tudi poudariti, da smo lahko videli na Williamsu Aleksandra Albona princip požara na njegovi zadnji zavor. Težave s samo konstrukcijo hladilnega sistema, kjer je morda prišlo do kakšne napake v seveda sistemu, ki upravlja zavorne diske ter ploščice, in onemu, ki skrbi za samo električno energijo, ki se shranjuje v baterije. Namreč znano je, da na zadnji osi se pridobiva tisto energijo, ki je potem praktično na razpolago na pospeševanju izven samih ravni. A če podatkom prvega prostega treninga ni preveč za zaupati, kaj bi lahko dejali o drugem? Običajno drugi prosti trening je tisti pravi pokazatelj razmerja moči in
tu v Singapurju je to še toliko bolj očitno. Namreč, ko sonce zaide, temperature asfalta padejo in imamo vpogled v tisto pravo razmerje sil. Ampak tokrat smo imeli praktično na sredini tiste ure, ki je na razpolago, kar dve zaporedni rdeči zastavi. Najprej je trčil George Russell in takoj za njim še Liam Lawson. To je pomenilo, da so imeli pri ekipah bistveno manj časa na razpolago, da so lahko končali s svojim programom. In poleg tega, v tistih zadnjih minutah so se vsi pognali na progo in seveda bilo je kar nekaj gneče. Ne smemo pozabiti, da v pit laneu sta trčila Charles Leclerc ter Lando Norris, kar zopet moramo upoštevati pri tistem poizkusu razumevanja pravega razmerja sil. In treba je zopet tu povedati, da morda razpored, ki ga vidimo na sami lestvici, ne odraža tistega, kar bomo videli na kvalifikacijah. Namreč opaziti je lahko, da so pri Aston Martinu zopet dokaj visoko. Ampak videli smo tudi na prejšnjih velikih nagradah, da sta bila na primer oba, tako Stroll kot Alonso, morda v petek konkurenčna, ampak v soboto ne. Tudi Hadjar, po mojem, ne sodi tako zgoraj, kot ga vidimo na lestvici. Ampak, kot sem že povedal, v drugem prostem treningu je bilo kar nekaj atipičnih dogodkov. Ne smemo pozabiti, da Lando Norris v tistem trku s Charlesom Leclercem ni dobil pravega ritma, da bi napravil kvalifikacijski krog. In zopet bi lahko dejali, da bomo verjetno na kvalifikacijah tam zgoraj gledali boj med Piastrijem, Norrisom ter Verstappenom. Kjer bi rad poudaril nekaj, da kljub temu, da Maxu Verstappenu ta proga ni pisana preveč na kožo, je tisti, ki vsaj po mojem mnenju psihološko je v določeni prednosti. Videli smo Piastrija, kako je podrsal po zidovih, videli smo Norrisa, ki je bil po trku z Leclercem zopet nervozen, tako da ima, vsaj po mojem mnenju, tu Max res lepo priložnost. Lepo priložnost, da se prebije tja proti vrhu. Verjetno bi lahko pričakovali na samih kvalifikacijah tudi bolida tovarniške ekipe Mercedes malce bolj spredaj. V Singapurju, kot dobro vemo, gre za nočno dirko, kar pomeni nižje temperature, in pri nižjih temperaturah bi znali biti pri Mercedesu malce bolj konkurenčni, čeprav je napoved 31 stopinj Celzija. Tako da preveč spredaj jih ni za pričakovati. Kaj pa pri Ferrari? Vprašanje, na katerega je izjemno težko odgovoriti, namreč vsaj po mojem občutku, po tistem, kar sem videl med prenosom prvega in drugega prostega treninga, sta oba imela dokaj prazna rezervarja. Poziti je bilo, predvsem na tisti primerjavi delta končnih hitrosti, torej z odprtim in zaprtim DRS-om, da ko je spuščen tisti pomožni profil zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, je Ferrari bolid, ki ima izjemno visoko končno hitrost. In to potrjuje malce tisto teorijo, o kateri smo govorili na samem tehničnem delu, tam med zanimivostmi. Ampak po drugi strani proga v Singapurju nekako ima vse tiste lastnosti, kjer Ferrari SF25 letos ni bil med najboljšim. Treba je poudariti pa nekaj drugega. Vsaj po onem, kar sem videl sam, je ponovno Williams bolid, ki bi lahko bil tudi tam med najboljšim. Dobili so pravo uravnoteženost same šasije in ker gre za enostaven bolid, bi znal biti tam med najboljšim.
in mnogi se sprašujejo, kako bi lahko Williams presenetil. Podobno kot če bi gledali primerjavo med Maxom Verstappenom in Yukijem Tsunodom. Red Bull RB21 je izjemno kompleksen, ampak zna biti presneto hiter, če ga vozi Max Verstappen. Yuki Tsunoda iz tiste šasije ni sposoben izvleči maksimum. Pri Williamsu gre za obratno zgodbo. Bolid, ki ni sofisticiran, ki ga v ekstremih ne moremo pripeljati do nekih fantastičnih rezultatov, ampak v povprečju zna presenetiti marsikoga. In z lahkoto, in kar pomeni, da v takšnih razmerah, kot smo jih videli tu, bi znalo biti to tudi neko dodatno orožje. A treba bo počakati, seveda, same kvalifikacije in na to, v tistem našem zadnjem briefingu bomo obdelali vse. Seveda, štartni razpored, mogoče ritme za posamezno ekipo in kot običajno tudi mojo osebno napoved glede možnih strategij. A za naš prispevek pred kvalifikacijami je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.